lepo pozdravljeni. Danes ste na Kavčkovih predavanjih govorili o vsebini vaše knjige Moč prehrane v športu. Ali je možno doseči vrhunske športne rezultate z napačno ali pa pomanjkljivo zastavljeno prehrano? Tako, prehrana v športu je vsekakor izjemno pomembna. Ni vse, kar sem tudi v knjigi močno poudaril, vendar bliže, ko športnik gre proti svojim zmogljivostim na vrhu njegovih zmožnosti, bolj tudi prehrana igra pomembno vlogo. In takrat vse slabosti v prehrani in tudi na drugih področjih močno vplivajo na razvoj njegovega rezultata. In recimo, ko govorimo prav o vrhunskih športnikih, ki se borijo za najvišje mesta, prehrana vsekakor zelo pomembna, poleg ostalih stvari. Tako da mogoče v drugih športih je za odtenek manj pomembna, vendar še vedno menim, da bi moral vsak športnik podati zelo veliko pozornosti temu. Tako vrhunski, kot tudi mogoče rekreativni, ker vemo, da so v sodobnem času rekreativni športniki lahko tudi zelo naporno trenirajo, ob tem imajo še družino, imajo službo, natrpan urnik, tako da za njih mislim, da je tudi zelo pomembno, da si uredijo samo prehrano. Ko govorimo o prehrani in športu in o tem, na kar je potrebno in pomembno dati pozornost, govorimo samo o tistih obrokih pred in po športni aktivnosti, ali govorimo o celotnem ciklu, ki je dnevni, tedenski, mesečni? Govorimo res o celotnem ciklu. Učinki dobre prehrane se ne pokažejo v roku enega tedna. Učinki prehrane se pokažejo v roku 3 do 6 mesecev, ko je recimo se metabolizem oziroma snovi v telesu nekako že v enem ciklusu obnovijo. Šele na tak dolgi rok v bistvu lahko zares zaznamo dobro prehrano, da nam pomaga pri razvoju samega uspeha oziroma cilja.